Zbornica Slovenije je v sodelovanju s tednikom Kmečki glas in spletnim portalom Agrobiznis razglasila rezultate akcije S kmetije za vas. Strokovno komisijo sta najbolj prepričali hiša Vin Kokol iz Spodnjega Dupleka in kmetija Tonin iz Šmarij pri Kopru. Pred razglasitvijo, ki se je pričela z glasbo, so prisotne nagovorili Andrejka Krt, Roman Žveglič, oba iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Tev Štavčar iz tednika Kmečki glas in Petra Šubic iz Agrobiznisa, ki so med drugim povedali. Lahko razvijajo in zaradi odpornosti proti boleznim ali katerikoli drugi utemeljenim razlogom, da bi rastlina veljala za posebno, smo se v tem COVID času odločili prireditev izvesti na način, da bi vas in vaše delo, cenili nosilci kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, predstavili čim širši javnosti. Ki se zavedajo pravega znanja in ki vedo, da že dolgo ni dovolj samo pridelati, temveč je treba tudi predelati in to prodati. Ker pa je Slovenija velika in bogata v svoji raznolikosti ter pestrosti, je smiselno, da slovenski kmet prodajo usmeri v neposredno trženje. Bogatstvo pestre, tradicionalne kulture in domače kulinarike ter urejene krajine so lahko tudi za naše majhne kmetije tiste prednosti, ki nam omogočijo ustvariti primeren dohodek. In bistvo te akcije je prav iskanje in nagrajevanje teh posebnosti oziroma izkoriščanje omenjenih prednosti. Kmetije, ki sodelujejo v akciji S kmetije za vas, so vrsto let vzor drugim, saj so že kmalu spoznale prednost kratkih verig preskrbe s hrano. Še v času prejšnje države, da ljudi navadiš najprej proizvesti nek izdelek, produkt in potem v nadaljevanju ta produkt tudi prodajaš. In razumem, da je akcija S kmetije za vas spodbuda vsem, ki znajo dobro proizvesti in potem tudi samostojno prodati na trgu. Koliko se je spremenil odnos do tovrstne dejavnosti? V tistem času sem bil v kmetijski svetovalni službi in se spomnim reakcije, ko je moj prijatelj v Poljanski dolini začel sam proizvajati sir in ni hotel več mleka oddajati v kmetijsko zadrugo. Zadruge so ga hoteli izključiti. Danes ta ista zadruga, Škofja Loka, prodaja vse izdelke, ki jih kmetje sami proizvedejo in jih tudi prodajajo. In se jim zdi to izredno dopolnilno v sami trgovini. Čeprav ima recimo ta ista zadruga svojo mlekarno, proizvaja tudi sami sir, na tak način poudarja pestrost slovenskega podeželja. S kmetije za vas ima še drugo poslanstvo, ne samo to, da nudi kmetom boljši zaslužek, ker če pogledamo normalen potek kmetijske proizvodnje in prodaje, v najboljšem primeru so od produkta pa do trgovca udeleženi 4 deležniki. V tem primeru, ko kmet proizvede sam in proda tudi sam nastopa na trgu, mu seveda to omogoča boljši zaslužek, vendar istočasno mora za to več investirati in mora tudi vložiti bistveno več dela, kot bi ga sicer. Tako kot mi s tole skupno akcijo dosežemo vsak svoj krog bralcev, lahko naredimo tudi mi skupaj več pri promociji lokalne hrane. Zadnjih 2 leti me zelo veseli, da se je pokazalo, da če nas je epidemija korone po eni strani malo ohromila, nas je pa spomnila na bistveno, da se je treba zanesti na okolje, v katerem živimo. Veseli me, ko vidim, da na kmetijah, kjer sama kupujem hrano ali pa kupujem po službeni dolžnosti,
govorijo, da je vedno več ljudi iz mesta hodi k njim po hrano, postajajo stalni kupci in to so vse prakse, ki jih mi spodbujamo. Veseli me, da je kmetijstvo odporno, to je samo ena od kriz, prihajajo nove, spet podražitve, vreme, nova kmetijska politika, ampak raje kot o tem, kot o krizah, bi govorila kot o tem, kot novih priložnostih. Po razglasitvi so Andrejka Krt, vodja strokovne komisije, skupaj z dobitnikoma zlatih sončnic, Lukom Pucerjem in Emilijanom Kokolom povedali. Je bilo težko izbrati zlati sončnici in pa priznanja? Ja, prvo selekcijo nekje tu naredijo že kmetijski svetovalci, ki nagovorijo kmetije k prijavi. Res pa je, da so prijave odprtega tipa in se lahko vsak, ki čuti, da je doprinesel nekaj na marketinškem ali trženskem prostoru dodano vrednost, sam prijavi. Izbrati, katera izmed res uspešnih kmetij je tista, ki si zasluži krono v obliki zlate sončnice, je težko. Prevagajo malenkosti, ki posamezno kmetijo razlikujejo od ostalih soudeležencev. Zato pa tudi vsi dobijo priznanje za sodelovanje v akciji S kmetije za vas. Koliko sončnic je bilo podeljenih? Vsako leto podeljujemo 2 sončnici, eno v skupini turizem in storitve ter eno v skupini pridelava in predelava. Kdo sta jih dobili letos? Letos jih je dobila hiša Vin Kokol in turistična kmetija Tunin. In koliko je bilo podeljenih priznanj? Ostalim 9 kmetijam smo podelili priznanja za sodelovanje v akciji S kmetije za vas. In kakšni so načrti? V okviru te prireditve izbiramo kmetije, ki so uspešne pri prodoru na trg, pri ureditvi svoje celostne podobe in s tem v prostoru prepoznavne, da jih tudi na ta način promoviramo in poskušamo popeljati njihove sisteme, poglede, kako, na kakšen način so postali uspešni, kako se promovirajo tudi na ostale slovenske kmetije, nekje s sorodnimi pridelki, izdelki ali storitvami. V nadaljevanju imamo namen tovrstno akcijo ohranjati. Trenutno smo v soorganizaciji 3 partnerjev, se pravi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Tednik Kmečki glas in Finance s portalom Agrobiznis. Ker pa je ta prireditev oziroma namen akcije ocenjevanje in promocija, nam je v interesu, da bi k temu pristopilo čim več medijskih hiš. Želimo si, da bi posamezne uspešne kmetije postale prepoznavne tudi na nacionalnih medijih. To pomeni, da se je ta oblika spodbude obnesla? Ja, letos je že 26. leto, odkar se podeljuje tovrstna priznanja. Ste pričakovali, da boste prejeli zlato sončnico? Ne, smo presenečeni, pa počaščeni, da smo dobili to priznanje. Zakaj ste pravzaprav dobili to zlato sončnico? Za naše delo, ker pač delamo v vinogradništvu z nič odpadka, tako da vso surovino od grozdja porabimo, tako da ne zavržemo nič, tako da po stiskanju grozdja še za nas ni konec procesa, ampak še bolj predelamo tudi za večino odpadek, to so tropine, ločimo grozdne peške in jih predelamo v olje in moko grozdnih pešk, tako da uporabimo vso surovino. Lahko naštejete, kateri so vaši osnovni izdelki? Naši osnovni izdelki so, prvo je vino, zdaj pridelujemo olje grozdnih pešk, ki ga pakiramo v različne embalaže, to so v deci ali pa 2 deci flaška, pol je rolon pa humpica, pol ga moko iz grozdnih pešk, same grozdne peške, imamo pa tudi zdaj še, dodali smo pol hladno stiskana olja iz bučnih semen, iz sončničnega olja in pa oljne ogrščice. Ste pričakovali, da boste prejeli zlato sončnico? Ne, nismo pričakovali kot kmetija, ampak smo zelo zadovoljni. In kaj vam pomeni tako visoko priznanje?
to sigurno nam daje nek poudarek na naš trud, na našo delo, neko priznanje, da delamo v pravi smeri. Tako da naša kmetija se razvija v pravi smeri z našimi produkti, kot je turizem in seveda vsi drugi proizvodi. Kateri so te vaši izdelki? Naši izdelki so domače vino, oljčno olje, vložene vrtnine in turizem seveda, najbolj glavni. Aha. Po čem ste najbolj poznani? Poznani smo najbolj res po turizmu, po oljčnem olju in če gledamo tako kot hrano, smo pa zelo prepoznani po domači istrski hrani, kot se kuhalo enkrat po starem. In kakšen je recept, če tako rečem, da prejmeš zlato sončnico? Trdo delo in ljubezen do zemlje in do kraja, kjer to delaš. Kakšni so pa načrti? Načrti prihodnosti so izgradnja res, da je take manjše kleti vinske, kjer bomo lahko predelali vso vino doma in dodatne nastanitvene kapacitete v istrskem stilu, v kamnu ter seveda z bazenom. Ja, to je pa kar precej. Res je, nekaj smo že dobili nepovratnih sredstev, tako da zdaj se bomo lotili počasi za izgradnjo vinske kleti in kasneje pa pride še dodatne investicije.